Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Mesec je naokrog in seveda je čas za oddajo o zdravju z Alenko. In tako kot radi rečemo, nesreča nikoli ne počiva, tudi poškodbe najbrž nikoli ne počivajo. In prav se nam je zdelo, oziroma naši dragi gostje se je zdelo prav, da tudi o teh poškodbah takšnih in drugačnih spregovorimo, predvsem pa, da se nekako seznanimo, kakšna je prva pomoč in kako ukrepati, če so to manjše ali večje poškodbe. Se dogaja, prihajajo, verjetno, pacienti tudi s kakšnimi poškodbami, takšnimi in drugačnimi. Zdaj se je začel čas, ko se začne delo zunaj, več se zadržujemo zunaj, šport. Vse zadnje slišimo, da vsak dan se kdo kje resno poškoduje, pri nekem domačem delu, tako da je fajn, da vemo, kako ukrepati takrat, kaj je treba narediti, kakšne poškodbe sodijo k zdravniku, kakšne lahko porihtamo doma, tako da mogoče fajn, da se malo o tem pogovoriva danes. Ja, pravzaprav je to tema, o kateri še nisva govorili, in vsekakor je dobrodošlo. Praktični nasveti, Praktični nasveti od strani strokovnjakinje. No pa morda začniva s udarninami, to se nam lahko mimogrede tako fajn zgodijo. To so te najbolj enostavne poškodbe, ko se udarimo ob neko oviro. Lahko so seveda te udarnine take čisto male, če pa recimo pademo odkot, ali pa pademo po stopnicah in se kar konkretno udarimo po raznih delih telesa, pa to lahko seveda zelo boli. Zdaj, prva pomoč pri udarninah je vedno neki hladen obkladek in pogledamo, če udarimo z roko, ali lahko z roko gibamo, če lahko z roko normalno gibamo, če vse sklepe lahko brez neke večje bolečine premaknemo, smo lahko prepričani, da nimamo nič zlomljeno. Po kaki udarnini se lahko zelo hitro začne pojavljati ena oteklina na tistem mestu in pod oteklino taka modra obarvanost, tista prava hematom, se reče temu, ko se kri začne nabirati pod udarjeno površino. In tako kot rečem, prva pomoč je hladen obkladek, počitek s tistim delom telesa za nekaj časa. Če je mogoče udarnina po prsnem košu, ta udarnina zna zelo dolgo boleti, sploh če se potolčijo naša rebra, zato ker rebra in v bistvu vse kosti so pokrite z eno tako posebno pokostnico in pri rebrih je to seveda ena kar velika površina in ko se to razboli, seveda začne močno boleti. Zdaj, pacienti pogosto prihajajo dan po neki udarnini v ambulanto, celi prestrašeni, ker recimo, če so to rebra, jih tako boli, da kar težko dihajo, ali pa če katerikoli drugi del telesa jih grozno naenkrat boli in so prepričani, da so si nekaj zlomili, pa prejšnji dan niso opazili. Zdaj, res je tako, da po vsaki poškodbi se v bistvu prav razboli šele po 24 do 36 urah in je to normalno. Pomembno je, kakšno je bilo mesto poškodbe takrat, ko ste se poškodovali. Če je takoj po poškodbi, ste vi lahko vse normalno gibali, se nič ni zlomilo. Tako da je to treba vedeti in ni potrebno delati nobene panike, ne rabite biti prestrašeni. Potrebovali boste pač nekaj dni, da se to umiri. Fajn je vzeti kako protibolečinsko zdravilo, ki pač deluje protivnetno. Lekadol oziroma paracetamol je tu ponavadi mogoče premalo, je boljše vzeti kakšen nesteroidni antireumatik, kot so nalgezin, aklofen, ibuprofen, brufen, nekaj tak mogoče malenkost močnejšega, algominal, analgin, kakih par dni na poln želodec in bi se to moglo počasi umiriti. Pa hladiti je treba tisto mesto. To velja za udarnine. Zdaj, edino mogoče bi opozorila pri udarninah glave, je pa mogoče treba biti malenkost bolj previden. Dostikrat se recimo zgodi, da pade, majhen otrok in udari z glavo ob tla. Ali pa se to zgodi recimo, ko se uči voziti kolo, to je taka pogosta poškodba, ali pa dojenčki, ki padejo s previjalne mize recimo. Pri otrocih je silno pomembno, če vemo, ali je otrok takoj zajokal ali ni. Če ni, je bilo verjetno poškodba kar precej huda, lahko da je bil tudi v kakšni kratki nezavesti, karkoli. In zdravnik vas bo vedno vprašal, a je takoj zajokal. Ampak pri teh udarninah glave, sploh če se vam zdi, da je bil padec nekega večjega nivoja ali pa bila neka večja sila, je mogoče včasih fajn
da se k zdravniku pride. Vsekakor pa je treba tistega otroka opazovati naslednjih 24 ur in če se vam zdi karkoli, da se čudnega dogaja z njim, ga rajši pripeljete k nam. Če je čudno umirjen, če začne bruhati, če se vam zdi, da ena zenica postaje širša kot druga, če kar spi in se noče prav zbuditi, ne? To so stvari, ko je potrebno urgentno reagirati. Drugače, kakšne manjše udarnine glave, pa smo tudi pozorni naslednjih 24 ur na to. Če se tista oseba, ki se je udarila v glavo, če bruha, če strašno boli vrat, če je tako čudna v komunikaciji, da nam kar nekaj čudno govori, odgovarja, ali pa če samo spi, vedno tudi pogledamo zenice, ne, te črne pikice v naših očeh. Če so različno velike na eni in drugi strani, je to en absolutno nevaren znak, ne, in je treba takoj do zdravnika. Tako da takrat je treba reagirati, drugače pa hladimo, hladen obkladek, lahko vzamemo iz mrzovalnika kako stvar, ki imamo zamrznjeno, kaki grah in damo fajn gor, zamotan v kuhinjsko krpo in bo pa večinoma to dovolj. Ne. Tako po domače rečemo pretres možganov, ne, je dobil človek. Kaj pravzaprav to pomeni? Pri pretresu možganov se dejansko možgani kar fajn stresejo in udarijo ob kost, ne, ker možgani ležijo v ene tekočine v naši lobani in se zatresajo. Pri tem, če imamo smolo, lahko kaj zakrvavi in tiste stvari so lahko smrtno nujne. Ne. V večini primerov pa se res samo strese, noter postane kot ena mala oteklina, recimo možganov nastane, ki povzroča bruhanje, glavobol, take bolnike, ki so imeli pretres možganov še dolgo časa, moti svetloba, hrup, glavoboli so lahko se celo kakšno leto vleče po kakšni hujši poškodbi. Ampak to samo po sebi ni smrtno nevarno, pomembno je, da se taka oseba v nekih naslednjih dneh še enkrat tako ne udari, potem pa res lahko nastanejo fejst hude spremembe in če pride do ponovnega padca in udarine glave, morate k zdravniku. Tako da ti pretresi so kar pogosti, ni nujno, da je neka strašen mehanizem poškodbe, z nekim mehanizmom grdim nastane, ampak takega bolnika treba vedno opazovati, no, tako osebo, ki se je to zgodilo. Ni pa nujno, da gre k zdravniku, no, če ni od nobenih od takih znakov. Ga samo opazujemo, čim se nam zazdi, da je kaj čudno, pa rajši pojdemo. Pri glavi smo vedno malo bolj previdni kot pri kakšni drugi stvari. No, v primeru, da torej zakrvavi v možganih, kaj pa potem verjetno so posledice lahko, ne? Seveda, če pride do ene take krvavitve znotraj možganov, v prvih 24 urah po poškodbi se to lahko zgodi. Kasneje pravzaprav ne več tista najhujša oblika krvavitev. V prvih 24 urah, takrat je treba seveda to reševati praviloma operativno. Se pa lahko zgodi ena druga stvar in sicer da se začne nabirati kri pravzaprav izven možganov na nek način, med enimi ovojnicami v možganih in potem tista masa krvi, ki se počasi nabira, lahko včasih tudi tedne in mesece, počasi pritiska na možgane in lahko dela težave. Tako da, če je neka oseba, s katero smo skupaj doživeli eno poškodbo glave, pa se nam zdi, da čeprav je bilo na začetku vse v redu, da je neka čudna, da se drugače obnaša, kakorkoli, rajši pojdemo do zdravnika, se naredi kontrolni CT glave praviloma in se pogleda, ali se kje nabira ta kri, tudi še po poškodbi. No, kaj pa primer, kot rečemo, da nam zrase rogelj, ne? Ja, no, to je taki lep, krasen primer udarnine, ne, ko se udarimo v kaki rob in nam na tistem mestu takoj začne rasti en rogelj, ne, ki seveda boli. Ki ni rogelj, ne? Ki ni pravi rogelj, ne, treba ga samo fajn hladiti. In po takem roglu, ne, to mogoče dostikrat pridejo pacienti prestrašeni, udarijo se tu, naslednje jutro se zbudijo celi modri po licu, ne. In so razne strahove imajo. Zaradi sile teže, ne, nam se kriki, ki se nekje pod kožjo izlije, vedno gre navzdol, ne. Tudi če se udarimo v koleno, bomo imeli čez 2 dni modrico na narti naše noge in to je popolnoma normalno in ni absolutno nič nevarnega. Tako da vsako udarnino fajn hladiti, to je prva stvar. No, to je zanimiv podatek, oziroma dobro je vedeti to, ne, da se torej ne prestrašimo. No, če sva sedaj govorili o udarninah, pa morda o odrgninah, ne? Odrgnina, to pa verjetno ni tako, ne, to se vidi malo. Odrgnina se vidi, ne, ponavadi je to povezano tudi z udarnino. Ko se udarimo ob nekaj, pa če potegnemo ob kako stvar, si pač potegnemo dol del kože.
Te odrgnine so lahko čist povrhnje in takrat ne rabijo oskrbe zdravnika, ne. Če pa je to res taka grda odrgnina po veliki površini, potem pa je mogoče včasih potrebno do zdravnika priti, ampak drugače lahko večino teh stvari rešimo doma. Odrgnino potem treba dobro umiti. Rano lahko na začetku umijemo samo z milom in vodo. Z milom tudi? Ja, zato da odstranimo tiste nečistoče, ki so noter. Potem pa praviloma ima skoraj vsaka hiša kaj alkohola v takšni ali drugačni obliki in potem se naj tisto nekako premaže, da se očisti z alkoholom. In se mogoče prve dni, če krvavi, je mogoče fajn, da se na začetku malo pokrije. Če pa ne krvavi, pa je mogoče celo pustiti boljše na zraku, če ne hodimo po nekem prašnatem, kakih hlev, potem seveda ni fajn iti tako odprto rano, ampak drugače pa na zraku bo se to najprej posušilo in najprej zacelilo. In take ranice praviloma odrgnine ne potrebujejo nekega zdravniškega nadzora. No, lahko pa seveda pride tudi do konkretne rane, ne, ki je lahko tudi globlja. Ne? Če pa pride prav do rane, kjer se prav naša povrhnjica kože razpoči, raztrga, zatrga, kakorkoli že, takrat pa to nastane potem prava rana. Zdaj, rane, velike rane, seveda, velike, globoke rane, veste, to zgleda, kot da se kar odpre knjiga. In je treba tudi kasneje to seveda tako rano zašiti, šiva se po plasteh. Zato včasih kakih ran tudi ne zašijemo mi v zdravstvenem domu, zato ker je treba kar malo drugače vse skupaj šivati, če gre za ogromne rane. Kakšne manjše rane zašijemo tudi mi, če so takšne, da je potrebno šivati. Bi pa mogoče ljudem rekla, ker ljudje res prihajajo včasih za milimeter veliko rano, da prav iščemo, kje je. Take stvari niso potrebne, da jih zdravnik vidi. V lekarni se pa dajo tudi dobiti, reče se jim steri stripi. To so taki trački, lepilni, takakeni flasterčki, ki so celi namazani z lepilom, s katerimi lahko kako manjšo ranico, ne, ki je, ne vem, centimeter dolgo, lahko samo zlepimo robove, stisnemo skupaj in prelepimo. In bo rana zarasla, ne. In to tudi ne potrebuje pregleda zdravnika. Če pa je seveda to več centimetrska rana na takem čudnem mestu, ki res vemo, da ne bomo mogli sami tega porihtati, potem pa seveda gremo do zdravnika. Zdaj še eno opozorilo glede ran, ne. Pomembno je, da skrbimo, da imamo urejeno našo precepljenost proti tetanusu. In fajn je, da nekako odrasli ljudje to vsake 10 let nekako obnovimo. Če ne drugo, je fajn, da si vse zapomnimo, no, kdaj smo bili nazadnje cepljeni, da vemo vse ta podatek povedati, če se nam pač kaj zgodi, da vemo mi, ali potrebujete nov osvežitveni odmerek ali ne. Tako da večina nas sicer vseh je bila cepljenih, ne, v otroštvu in v mladih letih, ampak tam nekje pri 18 je zadnjo tisto redno cepljenje. Tam po 31. letu je že fajn to zopet malo obnoviti, sploh če smo taki, da dosti zunaj delamo, da smo fest aktivni, da smo neki športniki, je to mogoče imeti fajn malo na skrbi, no. In potem, ker ljudje prihajajo k zdravniku zato, ker jih je strah, da se ne bo rana zastrupila, ne. No, se pa lahko zastrupi, ne? Kako pa potem seveda lahko pride do vnetja, ne, in če pride do kakršnega koli vnetja, potem seveda pacienti rabijo antibiotik. Da je do vnetja prišlo, bojo seveda absolutno vedeli, ker bo rana začela boleti, okrog bo postalo rdeče, iz nje bo začel iztekati neki, neka ali gosta, gnoj, rečemo po domače. Mi rečemo, reče se po domače gnoja, pač nekaj ali včasih gosta, včasih tudi kakšna taka redkejša tekočina. In seveda rana fejst boli. Boli tako, da rečem pacientom, tako kadar zob boli, taka kljuvajoča bolečina je na tistem mestu. Tako da to, če imate rano, mogoče lahko počakate in če se to zgodi, takrat seveda pridete do zdravnika. Jo pa lahko, če je mala ranica, v prvem trenutku absolutno oskrbite sami. No, pravite, da rane bi tudi razkuževali doma, če sami poskrbujemo s rano? Seveda, absolutno. Rano prav tako počistimo, jo razkužimo. Če je takšna, da bi mogoče lahko zlepili skupaj, ne, neka taka pač, da je koža malo počena, jo fajn obrišemo, osušimo in potem na tako suho posušeno kožo prelepimo z tistim takim tračkom, ki se pač v lekarni dobi, ne stane to dosti in je to fajn doma imeti in lahko s tem rano porihtamo. Tisto mogoče lahko pokrijemo, ni pa nujno, odvisno pač kaj delamo. Če smo nekje v nekem prahu, v nekem umazanem okolju, potem takrat moramo te rane vseeno z nečim pokriti.
Drugače pa lahko samo s tistim jo imamo na prostem in bo zrak in vse skupaj fajn rano hitro Se lahko zašil. določi s prostim očesom, če je rana površinska ali je globlja? Seveda. To bolnik oziroma človek lahko sam ugotovi torej. Absolutno. Zdaj, če gre za neko globoko rano, globoka rana pomeni, veste, da bo tam, kjer je vidna razpoka, se ne bo videla, ne bo samo taka odrgnina kože, ampak se bo videla že mogoče malo mišice, podlaga, no, mislim, tam, kjer je rana odprta, je čisto drugačna, je taka mesna, tako eno surovo meso, če si mogoče lažje takoli pacienti predstavljajo, gledalci. Teda, če je rana takšna, ali pa če je to sega, včasih ljudje vidijo kost spodaj, ne, taka rana Seveda, je če zelo se globoka. urežeš, recimo. Ja, ne, taka je zelo globoka in taka praviloma potrebuje šivanje, če je dolga, ne. Kaki taki mali vbod s kakim šilastim predmetom, pa praviloma ne potrebuje drugega, kot da zalepimo. Če se bo vnelo, bomo čutili in bomo šli takrat do zdravnika. Ampak opozarjam še vedno, tetanus je pa tista stvar, ki pa mora biti urejena. Kaj pa, če je to recimo kakšen pik s kako iglo, pa je malo globlje vse skupaj? Ja. Zanimivo je, da so ljudje celo že umrli zaradi pika igle, ne? In se mi zdi, da je to tako stalo v enih zavesti ljudi tako tu naokrog, ker vem, da je bilo nekaj primerov tu v naši okolici pred recimo 40 leti. Se še jaz spomnim kot otrok ene take zgodbe, ko so se šivilje zbodle v prst z iglo in seveda pač niso nič reagirali na to. Prst je odtekel, začel boleti in so potem umrle ali zaradi, pravzaprav zaradi ene sepse, ki se je razvila, ne. Zdaj, tako kot sva rekli, ne, takoj vbod seveda razkužimo, z alkoholom fajn polijemo, ne, naj se malo vsrka in potem posušimo. Ampak če pa začne prst odtekati, ali pač predel, ne, če predel odteče in boli, pa bo treba do zdravnika. In če dobi bolnik takrat, magari tudi po 10 dneh antibiotik, nismo čist nič zamudili, ne. Ja, Samo torej, da se vseeno potem pravi čas še to tako uniči, uredi, ne, ja. izniči. No pa morda še o opeklinah, ne. Te so tudi skoraj vsakdanje, ne? Ja, opekline isto, ne. Opekline so pa kar ena taka malo bolj zakomplicirana stvar, sploh če so večje. In sploh gospodinje, ne, se pogosto opečemo. Tiste male opekline, ko se samo dotaknemo, pa imamo, ne vem, neke vroče stvari in imamo samo eno sled opekline. Tisto ni problem. Opeklino, fajn je, če si kupimo pri takih blagih opeklinah ribjo mazilo in s tem lepo kožo negujemo, da se to čim prej zaceli. Kar dolgo časa po opeklini ostane koža obarvana malo bolj, taka ena temno rjavi vlekec nam bo ostal kar dolgo časa, ampak s časoma to v kakem letu šele dostikrat se to počasi popravi. Če pa so opekline večje in nastanejo mehurji, pa ne delajmo tu nič kaj dosti same doma, ne, sploh če je malo večja površina. Jaz bi rekla, da čim je opeklina nekje velikosti naše dlani, absolutno morate do zdravnika, ker pri opeklinah, veste, ko imamo opečeno kožo in če nastanejo mehurji, rane, je pravzaprav en velik del naše kože kar izpostavljen vsem stvarem od zunaj. In je pač malo drugačen mehanizem kot pri tistih običajnih poškodbah. Tako da večje opekline absolutno k zdravniku, teh mehurjev, če jih imate dosti, ne predirajte sami, če že imate kaki en mehurček, ga predrete z predtem sterilizirano iglo, kar pomeni, da jo vse razžarite nad nekim... No, prostite, zakaj pa bi ga sploh predirali? Včasih je to taki velik mehur in taki mehurček lahko pač tisto tekočino spravimo ven in potem sterilno pokrijemo. Ne, če imamo. Drugače pa raje z temi malo večjimi opeklinami rajših zdravnikov, ker se zelo radi vnamejo, zagnojijo, pa še kakšne druge stvari se lahko zgodijo in potem nastanejo zelo grde brazgotine kasneje, ne. Tako da mogoče pri opeklinah je malenkost drugače. Če imamo opečen obraz, če recimo smo nekje, kjer gori, pa smo sicer malo opečeni, ampak smo bili v nekem fejs vročem okolju in smo dihali in vdihovali neko fejs vročo stvar,
Saj dobro, pri takem ponavadi tak ali tak smo aktivirani tudi mi reševalci, ampak taka stvar pa res sodi takoj k zdravniku, ker tudi naša dihala in naša prebavila oziroma ustna votlina lahko od te vročine sčasoma oteče, ne, in potem lahko imamo težave z dihanjem. Tako da pri opeklinah je potrebna res malo posebna previdnost, ne za tiste micene opekline, ampak pri večjih pa mogoče res boljše, da jih greste pokazati. No, ko koža postane samo rdeča, recimo... To ne potrebuje. To ni nekaj... Ne. Čim res nastane več mehurjev, koža se kar začne luhčiti dol. Veste, prava oteklina, to prav koža, se prav vidi, da je ta povrhnja koža je uničena, ne. Če je opeklina globja, takrat je koža naenkrat taka sivkasta postane, mrtva, mislim, ne, in take stvari pač, ja, take... No, zakaj pa se naredi mehur oziroma voda, zakaj? No, tekočina. Ja, tekočina, zaradi tega, ker pride do take hude vročinske poškodbe, da ta vrhnja del kože takoj odstopi in ta voda, seveda to ni voda, ne, ampak je to ena taka tekočina polna beljakovin, ker se, kako se to reče po slovensko, kolikvirajo, ker se vse te beljakovine, pa to vse se zaradi vročine spremeni, no, in je to taka... V tekočini, ne, verjetno? Ja, v tekočini, mogoče taka, ja, dober izraz. V glavnem, to postane vse taka tekočina, ki je navzven. Navznoter pa tekočine primanjkuje, zato mi bolnikom, ki ima tudi ne tako hudo opeklino, takoj dajemo kar veliko količino tekočin, takoj dobijo protibolečinska zdravila zaradi protivnetnega učinka. Kadar so velike opekline, damo tudi takoj antibiotik že med transportom v bolnišnico, tako da ja, opekline so malo specialna stvar in res rabijo tudi profesionalno obravnavo. To pomeni, ukolikor je malo večja rana z številnimi mehurji, čudno spremenjeno barvo kože, boleča, ali pa tudi včasih ne boleča, ker kadar je poškodovana globja plast kože, praviloma na začetku ne boli. Takrat je to fajn, da res pride do zdravnikov, ker danes se opekline perfektno zdravijo, danes se presaja koža, se delajo, mi rečemo, pobrije se zdrava koža in se nasadi na tisto mesto in so lahko opekline tudi velike, zelo krasno oskrbljene. No, ker včasih je koža kar ostala nagubana. Ja, ljudje imeli grde brazgotine, danes se to v veliki večini primerov da perfektno rešiti. In preživijo tudi ljudje, ki imajo velik del svojega telesa popolnoma opečen, pa danes že preživijo, ki včasih niso. Ne. No, žulji in krvavitve pod nohtom, ne, to so tudi zadeve, ki nas kar pestijo velikokrat v življenju. Žulji, ne vem, kakršnikoli, ne, na rokah, ne, od motike recimo. Ali pa nekakvi taki delavci v kakih delavskih čevljih, ne, ki so mogoče malo težki, trdi, novi še, naredijo kar take grde žulje, včasih so to taki 5-centimetrski žulji, ki seveda fejst bolijo. In pečejo, ne? In pečejo, ja. Zdaj, žulj se mi res zdi, da ni stvar, ki bi potrebovala oskrbo zdravnika, ne. Je pa fajn, da če žulj imamo, da danes se dobijo v lekarni taki super krasni, prav take blazinice, ki se nalepijo čez to, vedno si obujemo 2 zokna, če imamo, to so taki splošni nasveti, če gremo v planine, to se pogosto dogaja, čez vikend grejo v planine, v ponedeljek pride k nam ambulanto z žuljem. Če imamo nek čevelj, ki ga redko nosimo, ali pa ki ga imamo prvič, vedno imamo 2 zokna, 2 kratki nogavici obuti, ne samo ene, ker potem je verjetnost, da bo nastal žulj bistveno manjša. Pomembno je, da je prava pedikura, kadar imamo take čevlje nosimo, ne, da nohti niso dolgi, da so kratki, ker potem hodimo drugače pritiskamo z nogo, tako da, ampak to so taki splošni nasveti. Ja, pa je vseeno zanimivo in dobrodošlo, ne? Tako da, to je glede žuljev, pač glavnem, ko se nastanejo, jih čim prej pokrijemo, fajn zategnemo, prelepimo in se potem oni sčasoma sami noter posušijo. Tista koža, ki je odstopila, pač jo potem obrežemo kasneje in to nekako popravimo. Krvavitve pod nohtom, ne, te so tudi kar pogosto, če se kaj stisnemo, nam zakrvavi znotraj nohta in to res močno boli. Zdaj, mi pač pri nas, če pacient pride s tem, mu zvrtamo luknjico noter v nohet, ne, in spustimo to kri ven in je stvar rešena, ne. Kaki bolj pogumni se to naredijo doma sami z iglo, ki si jo razžarijo nad
nad ognjem in še vročo zavrtajo luknjico tam, kjer imate krvavitev, zavrtate noter. To pravzaprav niti ni tako boleče, prinese eno veliko olajšanje, ko kri steče, tako da ta bolj pogumni lahko to naredijo tam, drugače pa če pridejo k nam, ne bo nihče jezen, mislim, z veseljem pač mi Dobijo to stvar kakšno razrešimo. narkozo? Ne, ni to boleče. Kar zvrtate. Kar zvrtamo, ja. Pa ni tako strašno, ker tisto že tako boli, da tistega praviloma sploh ne čutijo. Ne. In potem je seveda olajšanje takojšnje. Po taki poškodbi pogosto nohet odpade in pozneje pač zraste nov. Ne. Tako da. Jo, kakšne izraze imam, ne? Nohet gre dol. Ja, ne, Je se tako tako se ljudje rečemo, pogovarjamo, ne? ne? Ja, točno to, ne. Poljudno, Ja, ne? ja. Ja, pa so lahko te krvavitve pod nohtom, če ne urgiramo, torej, če si ne pomagamo, nevarne, se lahko to kaj zastrupi ali kakorkoli? Niso toliko nevarne, ker praviloma tako bolijo, da bo prej slej pacient prišel do nas, ne? Če ne bo razrešene. Niso neke posebej nevarne, so samo zelo moteče. No, včasih tudi se udariš, ne, po nohtu. Ja, imajo kar ljudje pogosto take neke spremembe pod nohtom. Edino, kar je potem, ne, ni fajn, da če je res bila grda poškodba, pa če si poškodujejo še ta del tu gori za nohtom, ne, kjer nohet pravzaprav nastaja, potem lahko izrašča tako malo grd nohet kasneje, ampak to je pač druga stvar. Ja. No, včasih so tudi nohet potegnili dol, ne? Zakaj? Ne zaradi teh stvari. To se bolj večkrat dogaja, kadar imajo ljudje tista vnetja ob nohtnice. Ne, ljudje smo zelo iz raznih nagibov, ali ne vem, tudi zaradi mode ali zaradi nečesa, različno režemo nohte. Ne. In pomembno je, da se nohti režejo prav. Nikoli se ne režejo, recimo na nogah je treba rezati vsaj ravno ali pa celo malo navzven, ker drugače sploh na nogah, na palcih nog najbolj radi vrahčajo v to konico. Bolj jih režemo noter v rob, bolj bo nohet rastel v tisto smer in vedno večjo težavo bo delal. In včasih, ko to res več ne gre, ko nohet res konstantno riva noter, mi to stalno rešujemo ali pa pacienti si sami nekako podlagajo tisti nohet, pa nikako ne gre, takrat je treba ali polovico nohta odrezati in potegniti dol, ali pa včasih celo celega. Ne. Celega je treba odstraniti tudi, kadar je noht recimo glivično spremenjen, tako zelo, da postane to taki debeli, centimeter debeli noht, kot en krempelj, ne, ki štrli in moti človeka pri obuvanju, ne more imeti obutih čevljev. Za zdravilom pa gre za tako grdo okužbo, da samo zdravilo, tabletke, ki se jemljejo, niso dovolj, da bi ta nohet lahko začel učinkovito rast in ga takrat rajši mi potegnemo dol in potem človek ob zdravilih mu zraste lep, bolj zdrav, normalen nohet. No, zanimivo je to, ne, da nohti zrasejo. Nohti rastejo ves čas, Recimo, ja, vsekakor, ne, ampak če ga izmakneš, ne, ali kako si naj to predstavljamo, da vseeno zrase, ne, tako kot las. Ja, raste tudi iz neke matice, ki je tukaj odzadaj za nohtom in tam ves čas so celice. Seveda se lahko zgodi tudi, da ne zraste, če bi mi si to poškodovali, ta del, hudo poškodovali, takrat pa ni nujno, da nam bo še kdaj zrastel noht, no. Ampak to je bolj redko. No, v nadaljevanju pa še malo težji primeri, ne, kot so zvini, zlomi, pa tudi razni tujki v telesu. Marsikaj se zgodi, ne, pa morda najprej torej o zvinu, ne. Kdaj torej vemo, da smo si, mislim, boli, ne? Boli. Če smo si zvili gležnja. Ja. To je ena najpogostejših poškodb, sploh zvin gležnja. Za njim je verjetno zvin kolena, no, ampak zvin gležnja je taka najpogostejša stvar, ko malo nerodno recimo stopimo ali stopnice ali kje na nekem... No, kaj to pomeni zvin? Zvin pomeni, da se nam, če bi gledali pod neko počasnim posnetkom, naš sklep, da se sklep v bistvu, da se premakne ta kosti na en nepravi način ven iz tistega stalnega položaja, ampak takoj skočita nazaj. Ampak pri tem, ko se premakneta ven, se vse vezi, ki sklep obdajajo, nategnejo. Včasih celo mogoče malo zatrgajo, poškodujejo. Ne? Praviloma se kar pogosto zatrgajo, sploh pri gležnju. In zaradi tega se potem sklep oteče in boli in bolniki težko hodijo.
Zopet, ne, da mi ločimo, ali je sklep zlomljen ali ni, je pomembno, kako je bilo takoj potem, ko se je to zgodilo. A je takrat pacient lahko stopil na nogo z polno težo in nekako stopil, ali več, ko se od poškodbe naprej ni sploh mogel noge obremeniti. Če noge ni mogel takoj obremeniti, tistem 5 sekund po poškodbi, je res možno, da ima kaj zlomljeno. Če pa je lahko na začetku vsaj nekaj sekund ali pa prva 2-3 korake še normalno stopil, pa se je bolečina začela razvijati kasneje, pa vemo, da je to verjetno samo zvit gleženj. Gleženj je isto kot kot smo se pogovarjali pri udarninah, prva pomoč je takojšnjo hlajenje gležnja in če je možno zaradi bolečine, da ga nekako imobiliziramo, kar pomeni, da si ga malo, ne vem, ali si ga damo v opornico, da z njim ne migamo preveč na začetku. In je to tisto, kaj rabimo. Naj bo noga gor, ne, mogoče celo malo više, da ne bo tako tekala, hladimo jo in mejmo jo nekako pri miru. Zdaj, v letih nazaj smo nekako svetovali bolnikom, da počivajo prvih 10 dni z nogo gor in hlajenjem. Zdaj, v zadnjem času se vedno bolj uveljavlja neko nasvet, da bolniki začnejo čim prej, ko le lahko, z mišicami delati, da probajo tudi nogo čim prej obremeniti in da je v bistvu pomembno, da naše mišice, ki so pač najpomembnejše za vse, ne, da čim prej delajo in da probajo to vse skupaj nekako čim prej pozdraviti. In pomaga. In pomaga. In te mišice tudi, če jih čim prej aktiviramo, bojo tudi one pomagale v tem, da bojo odplavljale proč tisto oteklino, ne. Bo pa bolelo, zato je pomembno, ne, in to res mogoče treba včasih tudi komu povedati. Nekateri zelo radi jemljejo protibolečinska zdravila, nekateri pa jih nočejo vzeti, ker se jim zdi, da ne. Ampak v tem trenutku, v takih situacijah je potrebno vzeti protibolečinsko zdravilo zaradi svojega protivnetnega učinka in če bomo ga vzeli takoj in da ne bomo čakali, da se razboli, bo bolelo bistveno krajši čas in bomo tudi dosti krajši čas imeli težavo s tem, ne. Tako da, torej hladiti, mogoče prvi dan počivati, imeti nogo pri miru, potem pa začeti počasi obremenjevati, ali pa tudi, ko še počivamo, že lahko poskušamo malo krepiti ostale mišice, ne. Tako da, to je, kar se tega tiče, enako pravzaprav velja za koleno, zopet hlajenje. Torej, zvin lahko pride na gležnju, na kolenu, na vsakem sklepu. V vsakem sklepu, čisto v vsakem sklepu celo na hrbtenici pravzaprav, ne. Tako da, ampak najpogostejša sta koleno, gleženo in koleno. So pa kar pogosti tudi zvini prstov, ne. Zapestja tudi? Zapestja, tudi zapestja, rama včasih, ne, se lahko izpahne celo, ne, da izpah pa izvin. Izvin je, kadar smo rekli, se premakne in se vrne nazaj. Pri izpahu pa se ne vrne takoj nazaj, ne, in ostane ena kost malo v drugi poziciji. In recimo rama je en takšen zanimiv sklep, kjer se včasih lahko zgodi, da se celo včasih samo pri kakem čudnem gibu, da pade ven iz tistega svojega ležišča. Skledice, ne? Skledice. In jo je potem potrebno nazaj vstaviti noter. To zdravnik naredi? Naredi zdravnik lahko večinoma. Zanimivi so recimo izpahi komolca. To je pogosto pri malih otrocih, ko jih mame držijo za roko, ne, držijo mamo gor, potem pa nekje skoči, recimo z kakšne posle dol, mama ga pa zadrži za roko in se mu izpahne ven komolec, ne. In takrat tudi, ne, dostikrat se celo sam zopet čez nekaj časa vstavi v sklep, včasih pa pač potreben zdravnik, da to nazaj naštima. Zelo pogosto, no, to bi mogoče opozorila, en poseben izpah je izpah čeljustnega sklepa. Nekateri ljudje imajo kar težave z čeljustnim sklepom in recimo zazehajo ali pa pojejo na široko ali pa se smejo in naenkrat izskoči ven in ne more več zapreti ust. In je v bistvu strašno boleč kakršenkoli premik in ostanejo ali z odprtimi ustmi ali pa z ustmi, ki sploh več ne morejo odpreti. Takšen izpah potrebuje v roku 6 ur, je treba to nazaj spraviti, ne. Tako da taki bolniki, če se vam to zgodi, ne, res morate takoj do zdravnika, ker boste šli takoj na ORL, kjer tam kolegi to znajo na poseben način ali z rokami spraviti nazaj, ali pa včasih pač tudi operativno, ampak tako da, takšni izpahi, ne, taki res sodijo k zdravniku, no. No, kaj pa v primerih, ko ti tako poka tukaj, ne, tako rečemo? Ja,
To je vse težava v tem čeljustnem sklepu. Aha, tu je sklep, torej. Ljudje so kar pogosto presenečeni, ker dostikrat mislijo, da je ali uho boli ali nekaj drugega. Ampak tudi to je čist sklep kot vsi ostali in lahko boli, lahko se izpahne, lahko poka, karkoli od tega. Tako da je tudi tu treba delati vaje, tako kot pri vseh ostalih sklepih. Je treba mišice krepiti. Tudi tu, če imate... Obrazne mišice. Ja, mišice, ki držijo to skupaj. In pacienti, ki imajo s tem težave, jih mi naučimo, kakšne vaje morajo delati, da se okrepijo te prave mišice, ki to držijo skupaj. Tako da, to je tudi samo sklep kot vsi ostali. No, zanimivo, mislim, dobrodošlo. Ja. Veliko smo se danes naučili, tako kot vedno. No, sedaj pa še morda o zlomih, to so potem že malo bolj skomplicirane zadeve, najbrž, ne? Ja, zlomi so pa pač seveda tisti ponavadi zahtevajo tudi največjo silo ob neke poškodbi, razen seveda, če imamo hudo osteoporozo, torej ženske, drobne ženske po menopavzi, ljudje, ki niso bili pretirano fizično aktivni skozi življenje, imajo tudi več osteoporoze in se lahko tudi ob mali poškodbici kaj zlomi. Ampak pri zlomu se pač dobesedno kost ali prelomi ali zdrobi, lahko se na večjih mestih prelomi, lahko se ob tem premakne, potem je še posebej zakomplicirano. Praviloma, če ostane na mestu, pa samo poči, je dovolj samo mavec, če pa se premakne, če karkoli je potrebno operativni poseg, da se tisto zopet spravi skupaj. Bolniki včasih kar tekmujejo, kdo ima več šraufov in kdo ima več nekih specialnih stvari noter v sebi. Tako da zlomi se vedno obravnavajo pri zdravniku. Mogoče en podatek tudi za gledalce, da če ste doma nekje blizu urgentnega centra, ni treba hoditi k splošnemu zdravniku najprej po neke napotnice, kot je to bilo včasih, da lahko grejo z zlomom. Kadar ste imeli poškodbo, ne morete več stopiti na nogo, ne morete premakniti roke, gor nekaj hladnega, po možnosti malo probajmo tisto stvar, če se da doma narediti tako, da se ne bo preveč gibala med transportom in čim prej v urgentni center, kjer ste pogledani brez napotnice. Ne rabite zgubljati časa z obiskom, nekje v ambulanti, ker ni potrebno. Tako da, prva pomoč zopet hlajenje, nekako imobilizirati, lahko je to samo par časopisov skupaj naredite kot neko opornico, prevežete z nečim toliko, da je tisti del, recimo če je to roka, da je ta del malo sfiksiran, da se to še dodatno ne giba. Če pa gre za kakšen zlom, recimo padec z drevesa, pa je sum na zlom hrbtenice, takrat pa nič vi ne nalagate, nič vi ne, ampak vedno kar 112 pokličete. Nasploh, kadar gre za neke večje poškodbe, padce z višine, padce z lestve nekam višjega klina, kakršnekoli čudne poškodbe, ker takoj vidimo, da gre za neko resnejši zlom, je mogoče boljše poklicati 112 in boste dobili tam vsa navodila in bodo prišli reševalci ali pa celo zdravnik in bojo porihtali tako, kot treba. Za male zlome pa hladiti, imobilizirati, pa čim prej na prvo kirurgijo, brez napotnice. Kako uspešni so pravzaprav, kako uspešno je zdravljenje teh zlomov? Tako recimo v nekih, kar včasih kar ostanejo posledice pri pacientih. Ja, dostikrat ljudje nekako se kasneje jezijo, da zdravniki niso naredili nekaj prav, ko kakšna stvar ne zarašča tako, kot bi bilo treba, ali pa ko funkcija kasneje ni takšna, kot bi morala biti. Ampak, nažalost, veste, ni problem toliko v tem, ker zdravnik pravzaprav neke strašne umetnosti tu ne dela. Mislim, potrebno je samo sklep imobilizirati prav, ali zamavčiti, ali zoperirati skupaj zašraufati, ampak naše telo je pa tisto, ki mi ne vemo, na kakšen način bo tisto rano zdravilo samo in včasih kosti ne zaraščajo, kot si mi želimo. In zato ni kriv zdravnik, ampak je pač, nažalost, organizem takšen. Ali pa se pojavljajo kakršnekoli drugi zapleti zraven, ali pa kasneje funkcija ni takšna, recimo en zlom gležnja, gležnja je en taki primer. To je izjemno zakompliciran zlom, tam noter je potem težav vedno toliko in vemo, da človek, ki je imel zlomljen gleženj, bo zelo težko enako uporabljal svojo nogo naprej v življenju. Ali pa recimo zelo pogosti sploh pri bolnikih z osteoporozo, so zlomi zapestja. In to ni nujno, da je nekaj huda poškodba, samo se spotakne, pa se lovi na zapestje in se zlomi.
pogosto ostanejo ene take grde, kako bi rekla, deformacije kosti, ne, ker je kostnina tako nekvalitetna, da enostavno ne zarašča to tako, kot bi bilo treba, ne. Tako da, ja, je to malo drugače. No, kost, sedaj, če je ločeno to najbrž, ne, zlom ali kopoči kost, recimo. Ja, včasih, če se kost prelomi, tudi to je zlom, ne. Ampak mi samo rečemo, a je s premikom ali brez, no. Aha, to je to. Ja, tako se reče, ja. Opozorila bi še na eno posebnost in to so zlomi pri malih otrocih, tam nekje rečemo do 12. leta. Zato, ker dosti krat, no, moram reči, da ko pridejo v dežurno ambulanto z otrokom, ki je padel in ima neki sum na nek zlom, pa čeprav še lahko premika, ga mi vseeno pošljemo k kirurgu na slikanje in to zato, ker tako imenovani zlomi zelene palice, no, bi se to prevedlo. Veste, ko se v bistvu pride do zloma, ampak ker je kost še taka elastična, ker še raste, se zlomi od znotraj, nekje recimo lahko kje tam, kjer kost raste, pa sploh čisto pa ne poči, ne. In to rezultira lahko v tem, da potem tista kost dobro ne raste. In da se izognemo takim pri nekem otroku za naprej, je včasih boljše mogoče kako stvar res pogledati, da se ne bi kaj takega zgodilo in potem ustrezno seveda zdraviti, kot pa da bi se to spregledalo, no. Tako da pri otrocih smo včasih malenkost bolj previdni in pošiljamo na slikanje tudi takšne, ki bi po vsem tem, kaj sem te jaz povedala, bi rekli, ni treba, ne, ampak pri otrocih je malenkost drugače, no. No, pa morda za konec, če o tujkih v telesu, v mislih imam najprej spet, kot se reče po domače, ko nam nekaj zaleti, ne, recimo hrana ali karkoli, mislim, da je to grozljivo, ne, ampak kako si pomagati? Ja, zdaj, ko nam nekaj zaleti, je silno pomembno, kam ta tujek odleti, ne. Če odleti, ker imamo, ko odpremo usta, ne, in ko gremo navzdol, se nam naše žrelo razdeli v dve cevi, zato tako po domače govorim, enostavljeno. V dve cevi. Eno je sapnik, ne, ki gre naprej v pljuča, in eno je požiralnik, ki je pač že začetni del prebavil. Če gre v požiralnik, se sicer ta tujek, če je to neki velik kos mesa, recimo, ali pa če ima človek kako zožitev kjerkoli, se lahko zatakne tu nekje na požiralniku ali pa pred vhodom v želodec in tam strašno boli. Človek lahko bljuva, lahko se grozno začne sliniti, lahko celo mogoče ga sili na bruhanje, ampak ga pa nič ne duši, ne? Ampak je samo res ena taka grda bolečina. Tisto seveda se tak človek praviloma pride do nas, če mu to ne uspe. Takrat takemu človeku damo pač, probamo dati vodo, da proba požirati dol, pa včasih mogoče lahko spravi kaj niže. Če pa nikakor ne gre, pa pač mora iti v bolnišnico, kjer to z eno tako posebno košarico poberejo ven. Večji problem pa je seveda, če v sapnik. Če pa gre v sapnik, ne, seveda pa nam lahko pripelje tudi do srčnega zastoja, na vse zadnje, ne, do smrti, če zamaši cev in ne moremo več dihati. Prva pomoč, ne, je tako imenovan tisti Heimlichov prijem, če se spomnimo, ne, ko človeka zagrabimo od zadaj in damo naše roke, sklenemo tu na žličko, ne, pod prsmi, pod dojkami, mi ga držimo od zadaj in probamo čim bolj močno stisniti naprej. K sebi, ne, da čim bolj sunkovito močno stisnemo, da bi povzročili, da bi tujek izletel ven. To ponovimo 3-krat, potem ga nagnemo naprej, ga trepljamo po hrbtu, zopet ponovimo, ne, tak. Če seveda nič smo uspešni, pokličemo 112, če vidimo, da se človek duši. Ko pridemo mi, ne, če to vidimo, mi gremo seveda takoj z tako cevko gremo noter v pljuča, vidimo, včasih tujek vidimo, včasih ga celo porinemo naprej in pač človeka oživljamo in probamo nekako priti do tega, da ga imamo živega, pa se potem tisti tujek nekje zasidra niže v pljučih, ali pa ga včasih uspemo celo potegniti mi ven, ne, za očem. Prej sem mogoče edino bi še samo pomenila pri tujkih, pri malih otrocih, ne, so ti tujki lahko vse živo, ne, so lahko baterije, lahko so lego kocke, lahko so kamni, oni požrejo marsikaj. Če gre v pljuča, je tako, kot smo se pogovarjali, ne, če imamo malega otroka, recimo, ki je doma hrano, veste, ko začenjajo jesti, ne, in to lahko tudi otrokom zaleti in to lahko kar dramatično zgleda. Takega otroka si takoj posadimo, ali ga kar primemo, mislim, če je mali, ne, da ga imamo navzglavo, navzdol in ga probamo udrihati po hrbtu, tako proti glavi, da to nekam spravimo, ali se ga pa damo tako na kolena, navzdol in ga tako probamo, ne, tolči.
in velja isto, če nič ne gre in če neha dihati, začnemo z oživljanjem in kličemo se 112. Če pa gre v prebavila, pa je zelo pomembno, fajn je, no, da če vemo, kaj je otrok pojedel, ne, ali je to Lego kocka, recimo Lego kocka ali pa kakšen malo večji tujek pri otroku je lahko zelo nevaren, ker pride po požiralniku dol in pride v želodček ponavadi brez problema. Ampak nažalost, tisto eno izvodilo iz trebušne slinavke, skozi katero pač ne more dostikrat potovati, je pa tako ozko, da taka stvar ne pride skozi. In potem je seveda pride do zapletov in zaradi tega pri takih tujkih je treba iti noter in ga probati zagrabiti s tako posebno košarico in izvleči. Če pa so malo manjši tujki, pa ponavadi z blatom pridejo sami ven. Ne, tako da. Pri odraslih je verjetno Pri odraslih tudi tako. Pri odraslih tudi večji tujki lahko zaprejo to pač eno mišico, jih ne spusti skozi in potem je tudi to vse skupaj potrebno, ampak to se vse da rešiti. Ne. Večji problem so, kadar gre tujek v dihala. Se je že zgodilo kdaj, da je nekdo požrl, ne? Iglo? Iglo, sicer jaz še nisem imela pacienta, ki bi požrl iglo, verjetno se je to že kar zgodilo, so pa požrli marsikaj drugega, ja. Marsikaj že, ja. Zelo zanimive stvari včasih. In so ostali živi? So ostali živi, ja. Ja. Tudi v nos, ne, si otroci vedo marsikaj poriniti, ne, to je tudi verjetno težava. No, fajn, da ste me to spomnili, recimo, ko se otroci zelo radi si rivajo, sploh nekateri zelo radi raziskujejo svoje telo in si vstavljajo vse živo. Ko se recimo otrok nabaše nos z fižolom, to smo imeli že večkrat, ne, ali pa z grahom ali pa z nečim, takrat ne starši to nekako ne poskušajo ga držati, pa mu to nekako ven vlačiti, ne. Ker ko ga vi poležete in mu to, on se napne, mu to lahko od zadaj pade noter in mu bo padlo v dihala in bo se lahko začel dušiti. Takega otroka, probajte ga, če se da je naprej nagnjen, ne, pa da se proba pihati, če sodeluje. Če pa ne, pa je mogoče kar boljše, da ga pripeljete k nam, pa tudi mi ga bomo najverjetneje, če res ni enostavno rešljivo, da ga ven potegnemo, ga celo pošljemo na ORL, kjer mu to pač s posebnim pripomočkom varno odstranijo. Ne. Isto velja za tujke, otroci se tudi namreč v sluhovod porinejo marsikaj, tiste mi lažje odstranimo, ne, tako da, ampak ne to starši doma ne probavajo, ker lahko kar poškodujejo karkoli v ušesu. Glede na to, da smo pri tej temi, bi morali še govoriti o kakšnih drugih odprtinah, ki bi lahko... Dobro, druge niso toliko posledica poškodb, nenamernih, so mogoče česa drugega, tudi ne, pač, ja. Ampak mogoče samo še o tujkih tak v koži, ne. Tudi to je zanimivo, da se pač lahko kakšna stvar zarije kar fajn globoko, najpogosteje kje po rokah ali pa na podplatih. Pa zaraste, ne? In zaraste, ne? In se lahko šele čez leta začne delati težave, ne? Lahko se, jaz vedno rečem, pustimo, ker v večini primerov se stvar sama v enem trenutku zagnoji in ob tem pride ven, ni pa nujno, ne? Zanimivo mi je recimo, kot zelo neprijeten tujek človeški lasje v koži. Ne bi si mislili, kakšna tečna stvar je to, ker je to organska stvar in začne razpadati noter, ampak no, kako pa pride pod kožo? Recimo nekdo, ki je po poklicu frizer, ne, pač ima mogoče malenkost bolj odprte čevlje in ne, ti lasje letijo in včasih nekako, če je kje tak, se prav nekje zarijejo noter in ostanejo in je prav, mislim, nisem si mislila, da bi to lahko sploh bil kdaj problem, ampak je, ne. Tako da take zanimive stvari vidimo. Včasih je treba res operativno kakšne stvari odstranjevati, ne. Za konec pa še oči, no? Tudi v očesu se lahko znajde kakšen tujek, ne? Ja, to pa je kar precej pogosto. Če se nam zdi, da nam je nekaj padlo v oko, sploh če smo delali kako tako delo, če smo zunaj pa piha, pa nam nekaj prinese, ali pa če kaj pilimo, ali pa ne vem, nekaj takega, takrat je prva stvar, probajmo najprej oko izprati, kar pod tekočo vodo, če gre, kar je sicer malo neprijetno. Nikakor res odsvetujem, sploh če vemo, da smo neko kovinsko stvar delali, da bi potem za to strašno nekaj si ribali oko, čeprav je silno neprijetno. Jaz bi kar svetovala, če imate občutek, pa če si vidite tujek,
Če nekje tu, recimo, da se drži skoraj, se probajte za to palčko, ki je za ušesa, mogoče prijeto, ko nekdo drugi ne vam to naredi, pa si probajte tako nežno mogoče odstraniti, če gre. Če ne gre, probajte prej kot v 6 urah pridete do nas, ker mi praviloma vse tujke lahko odstranimo, če pridete dovolj hitro. Mi tudi oko posebej izperemo, ga tudi toliko naredimo anestezije, da vas tako ne boli, ko mi to delamo in rešimo. Če pa je tujek že malo dlje v očesu, pa se začne v bistvu že vrahčati. In takrat mi več tega ne moremo, ne, čeprav ga vidimo, je v bistvu enostavno, pa ga ne moremo, ker vam lahko poškodujemo oko. In takrat pa že morate iti do specialista, ki mora to zbrusiti za posebno brusilko ven iz vašega očesa. Tako da pri tujkih najprej probajte izprati oko, če ne gre, ne to nekaj čakati, mogoče bo samo šlo ven, pridite, rešimo in greste domov. Včasih je prav, ne? Mislim, je dobro, če imam očala, ne? Včasih koristi, ne? Ja, včasih koristi. Res. Alenka, tako kot vedno smo tudi danes slišali veliko zanimivega, dobrodošlih nasvetov, ne? Dejansko sva v tem zvezi morda kaj pozabili oziroma je bilo kakšno vprašanje premalo? Mogoče samo za zaključek, poškodbe glave, tam moramo biti malo bolj pazljivi, drugače pa čisto take stvari, ki jih imamo vedno doma, to je nekaj fejst hladnega, ne? Kakšen alkohol je vedno fajn imeti pri hiši, za kakšne stvari. Je lahko kakšna žganica, recimo? Lahko, to me vedno vprašajo, seveda. Tu v naših krajih imajo ljudje pogosto tega, imejmo vedno v hladilniku kakšen liter. Potem fajn je mogoče si v lekarni kupiti vsaj enih par sterilnih gazic, pa kakšen povoj je fajn imeti doma, pa kupite tiste lepilne steri-stripe za lepljenje ran, marsikatero stvar lahko s tem poritate in ne potrebujete obiska zdravnika. No, v vsakem primeru je prav, če imamo doma torej kakšne zadeve, ne, za kakšno takšno prvo pomoč, tako da nam ne bi smelo biti žal. Ne bi smelo biti žal, no pa še to ne opozoriva, še enkrat preverite vaš cepilni status glede tetanusa, ne. To pa je pomembno, ker dostikrat je to edini razlog, zakaj pacient potem pride v poškodbi, ampak če boste to vsake 10 let obnovili z eno injekcijo, ki jo dobite pri svojem zdravniku, je to najbolj enostavno, ne. Hvala lepa za danes in vsi skupaj si seveda želimo čim manj poškodb. Čim manj poškodb, ja, res je. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, tako kot vedno smo tudi danes slišali veliko dobrodošlih nasvetov. Alenka, še enkrat hvala lepa. Se vidimo znova 3. ponedeljek v mesecu aprilu. Srečno do takrat in predvsem pazite nase.